Slovenija na področju epidemije demence zagotovo ni osamljen otok. Zgodbe, ki se pojavljajo na tem področju, so podobne kot drugod. Pa vendarle, kako se odvija celovita skrb za obolele in za njihove svojce? Kako daleč smo prišli na tem področju, glede na to, da je pred 2 letoma prišlo do prehoda od besed k dejanjem? Ja, zelo lepo ste povedali, torej Slovenija nažalost tudi na področju obolevnosti in pa torej staranja populacije ni osamljeni otok v Evropi, celo nasprotno, torej Slovenija je tista država v EU, ki se najhitreje stara. Se pravi, nismo najstarejši, vendar se najhitreje staramo. Naj povem, da bo sredi tega stoletja kar 3-krat več ljudi, ki so starejši nad 65 let, kakor pa jih je danes. In torej demence pa seveda bolezen, ki je zelo vezana na starost in ki nažalost, ne samo da jo vse bolj pogosto odkrivamo, ker smo bolj pozorni na znake torej demence in ker počasi se demenca izvija iz okovov tistega, kar imenujemo stigma in sram, tudi to je, da se vse hitreje torej staramo in tako je danes v Sloveniji približno 30 000 ljudi z demenco. Napovedi epidemiološke so nekako pošastne, kar pomeni, da mi sredi tega stoletja lahko pričakujemo 90 000 ljudi z demenco. Ob tem je potrebno vedeti, da za vsakega bolnika z napredovalo stopnjo torej demence morata skrbeti praktično 2, morda celo 3 ljudje. Mladi ljudje zapuščajo torej službe ali se zaposlijo samo za 4 ure, in tako lahko kot neko sredi stoletja pričakujemo, da bo približno 100 000 Slovencev se vrtelo okrog fenomena demence. Seveda pa je pri tem obolenju podobno kot tako rekoč pri vseh ostalih. Pomembno je čim zgodnejše odkritje in takojšnje ukrepanje. Kako daleč smo na tem področju? Vidite, tukaj moram reči, da Slovenija je naredila korak naprej. Že če pogledam svojo ambulanto, pred 10 leti sem pravzaprav videl samo ljudi, ki so bili nedvomno dementni in to globoko, torej dementni ljudi, ki niso prepoznavali več svojih otrok, ki niso vedeli, koliko so stari, ki so se izgubljali v prostoru in podobno. Danes se zelo zavedamo to, da demenca ne nastopi tistega torka, ko vnuček reče babici: pa babi, kaj je s tabo, že 4-krat si izgubila ključ za avto, zdaj sem ga pa našel v hladilniku, Ne, demenca je nastopila verjetno desetletja prej in danes mi poznamo predhodne stopnje demence, z medicinskimi termini jih imenujemo subjektivna kognitivna pritožba ali blaga kognitivna motnja. To je tisti čas v mojih 40 ali 50 letih mojega življenja, ko čutim, da je nekaj narobe. Če je medicina še pred desetletjem ali 2 napol posmehljivo zapirala vrata tem bolnikom in jih predvsem tolažila, se danes zelo zaveda, da pravzaprav ta občutljiv bolnik čuti, da se nekaj dogaja z njegovim umom, in nam skuša to povedati. Zaradi tega moram reči, da pravzaprav nam na vrata tudi moje ambulante trka vse več ljudi, ki so ali v zgodnji obliki torej demence, ko se da še veliko narediti, ali celo v tistih stopnjah še pred demenco, ki jih imenujemo blaga kognitivna motnja. Zelo je pravzaprav pomembno, kar ste omenili, da to diagnozo čim prej sprejmemo. Če je bila še pred nekaj leti filozofija čim kasneje izvedeti neko strašno stvar, pri kateri se veliko ne da pomagati, bom vsaj živel svoje življenje, danes lahko naštejem cel kup argumentov, ki so v prid temu, da se z diagnozo soočimo čim prej. Prvič, že vedeti,
kaj mi je, me razreši mnogih iracionalnih strahov in misli. Potem to, da moji sorodniki vedo, kaj je z menoj, da si predstavljajo, kaj se bo zgodilo čez leto, 2 ali 3, tudi oni se lahko psihološko na to pripravijo.